Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz imam mogoče najbolj nehvaležno delo, da predstavim nekaj, kar je v nastajanju, začelo je nastajati pred tistim celotnim konceptom prehoda in ga moramo jasno vse skupaj vklopiti in jaz upam, da tudi bomo. Torej, naša naloga je bila programsko kreiranje normativnih zapisov in smo se omejili na velika literarna dela. Jasno, vsem vam je jasno, zakaj to, ne? To so bibliografski zapisi, ki so najbolj grupirani v obstoječem Kobibu, to so zapisi za dela, ki imajo največ transformacij, za dela, ki imajo posledično največ relacij, ne? In ki v osnovi so najbolj zapleteni ali najbolj učni primer, kako bibliografske podatke dejansko transformirati v entitetne podatke VMI-ja, ne. Zato smo se s to nalogo začeli ukvarjati. Ko smo nalogo nekje ustavili, je nastala baza 40 tisoč, malo več kot 40 tisoč zapisov in kako je osnovna ideja nastajanja tistih 40 tisoč zapisov, bom danes probala pokazati. Naša prva ideja je, da vam predstavim ambient, v katerem je ta naloga nastala. To je ambient, ki je pravzaprav ambient tranzicijski, ne. Smo se odločili za uporabo RDA, pa še vedno uporabljamo katalogizacijska pravila, ki se naslanjajo na ISBD, ne. Imamo podatkovno bazo bibliografskih podatkov, ki se naslanja na povezavo med bibliografskimi in normativnimi podatki. Od tu še jasno gledamo proti novemu entitetno-relacijskemu modelu bibliografskih podatkov. V našemu ambientu, vsaj slovenskemu ambientu, je veliko normativnih podatkov, ampak ti ključni za prestrukturiranje bibliografskih podatkov, torej normativni podatki za naslove, tega nimamo. Tudi katalogizacijske prakse za oblikovanje takšnih podatkov znotraj bibliografskih zapisov pa nimamo kaj dosti. Kako smo prišli do odločitve, do katere smo prišli? Namreč Unimark je podlaga za Comark. V trenutku vsakega projekta je treba vedeti, kje boš beležil podatke. Torej, naš interes so predvsem bili podatki, ne. Ampak ta sama shema ni toliko pomembna zaradi samega Unimarka, koliko zaradi nekega predstavitve, kako smo do naše ideje prišli. Namreč Unimark, posledično Comark ali pa vsak Mark format, že več let pravzaprav deluje na področju dveh katalogizacij. Podpira opisno katalogizacijo, kot je mi poznamo, podpira pa tudi entitetno-relacijske modele v katalogizaciji in Unimark dejansko podatke za entitetno-relacijske modele katalogizacije dodaja že vse od leta 2012. Kaj je na tisti naši shemi manjkajoče? Če pogledamo shemo opisne katalogizacije, dejansko ima vrsto entitet, ne, oziroma vrsto normativnih zapisov, ki jih je treba razširiti v zapise za entitete, ne. Vsebuje ta manjkajoči element normativnega zapisa za naslove in pa imamo bibliografske zapise. Pomembno je vedeti, da že sama definicija dela pri bibliografskemu zapisu se bistveno razlikuje od definicije dela pri v entitetno-relacijskih modelih. Torej, enostavne transformacije iz bibliografskih podatkov v VMI podatke
pa dejansko niti ni. Ne? In ko smo začeli razmišljati, a bomo levo stran dopolnjevali in ostali v prostoru sistematične, ampak že koncepta v zahajanju, ali bomo začeli razmišljati o oblikovanju nekako normativnih, kar s to tehnologijo dejansko to imamo na voljo, nekako normativnih zapisov za naslove, za dela in za izrazne oblike in vire teh podatkov poiskali v obstoječih 6 milijonih zapisov, ker je morje in s tem se bomo prej ali slej soočili, smo se vseeno odločili za en taki koncept, ki na prvi pogled spominja na koncept na levi strani, ukvarja pa se z podatki, ki so tu na desni strani in smo se odločili, iščemo v bibliografskih podatkih elemente, s katerim lahko ustvarjamo zapise oziroma definiramo naslove, ustvarimo vsaj inicialne zapise na nivoju dela in izrazne oblike kot sestavni del bibliografske informacije. Pri opisovanju in dela in izrazne oblike smo se odločili za IFLO-LRM. Zakaj smo se za IFLO-LRM odločili? Pač tako, kot je kolegica rekla. Gre za konceptualni model, ki dejansko med atribute uvršča te elemente opisa dela in izrazne oblike, ki so najbolj bistveni za opisovanje dela in izraznih oblik in hkrati se jih ali nekaterih najde v bibliografskih zapisih. IFLO-LRM se lahko s časom dopolni z nekim RDA vmesnikom, ko bo slovenski RDA toliko izoblikovan, da se lahko podatki začnejo širiti, in pa taki podatki, ki so zasnovani na modelu IFLO-LRM, razširjeni ali ne, pač jih bomo našli načina spraviti v sisteme za neposredno upravljanje z entitetami in relacijami. Torej, naša prva odločitev je bila, ne bomo se ukvarjali z normativnimi zapisi za naslove, se bomo ukvarjali z normativnimi zapisi za, lahko rečemo, naslove del in izraznih oblik dela oziroma z tistimi elementarnim naborom atributov, ki jih lahko prečrpamo iz bibliografskih zapisov, da oblikujemo zapise za dela in izrazne oblike. Ob tem smo se omejili in smo rekli, na splošno bi se omejili na skupino bibliografskih zapisov, ki se že v COBIB-u grupira, ker so oni pač vir najbolj različnega znanja, ki ga potrebujemo za razumevanje transformacije na splošno. Enostavne oblike neponavljajočih se podatkov v bibliografskih zapisih imajo enostavno pot transformacije. In smo rekli, se bomo v postopke grupiranja bibliografskih zapisov v COBIB-u, tako kot v postopke identifikacije odnosov med delom in izraznim oblikom, lotili programsko. Ali vsaj toliko, da vidimo, do katere mere lahko gremo v programske postopke. Prvi problem, na katerega smo naleteli, a kdo pozna, kaj delo je? Kdo pozna funkcionalno definicijo dela? Kako bomo transformirali, če ne vemo, kaj delo je? In to je prvi izziv, s katerim se srečuješ. Kako delati z nedorečenimi definicijami? Na drugi strani pa literatura veliko poudarja odnose v katalogih.
Odnosi v katalogih so dejansko uporišna točka za identifikacijo, kaj delo je. Ali saj za to vrsto identifikacije, kaj delo je, ki nama najbolj naredi približek definiranja dela. Torej, nekako je meni bila ta izraz Chrisa Holdena, da dela ne obstajajo v vakuumu, temveč v interakciji z drugimi deli. Večina del, ki jih karkoli ustvarjamo na osnovi znanja, ki ga imamo, znanje smo pridobili iz nekih drugih del. Prepoznavanje teh odnosov je vsaj nama v tem našemu projektu bil zelo pomemben in zato smo se odločili za relacije kot osnovo identifikacije, kaj delo je. Ker smo se odločili za tisti nabor bibliografskih zapisov, ki se tiče velikih literarnih zvrst. Zakaj velikih literarnih zvrst? To so romani, epi in tako naprej. Ker so to dela enega avtorja. Ker so to dela, ki se pojavljajo v originalni obliki in v prevodu. In zato smo že namenoma iz te skupine izločili agregatne zbirke in agregatne sporednice, ohranili pa smo dodatna agregatna dela, torej agregatna dela, ki vsebujejo različne dodatke in smo jih v našemu modelu definirali in v naši izvedbi definirali kot izrazne oblike. Kaj se pojavlja kot problem? Torej, če govorimo, da je prva točka takega projekta bil grozdenje oziroma organiziranje skupine bibliografskih podatkov v Kobibu, odkot smo črpali podatke. Glavna skupina je relativno omejena praksa enotnih naslovov. Ta pravzaprav v dobri meri to delo usmerja na stran razmišljanja, kako pogrupirati brez enotnih naslovov. Zato dodatno smo izdelali več kontrolnih datotek. Pri nekaterih kontrolnih datotekah je šlo za toliko problematičnega dela, da smo celo za nekaj tisoč zapisov je bilo potrebno ročna redakcija, da bi pol te podatki in da bi ti podatki ostali v Kobibu, kakor bi tudi naslednji postopki pregrupiranja pravzaprav naleteli na prave podatke. Naslednji princip je jasno avtor, naslov. Problem pri avtorjih je nepovezanost imen oziroma pojavljanje različnih oblik imena kot posledica tega, da avtorji niso povezani s Conorjem. Pri naslovih pa je ta neka normalizacija naslovov, ki je na različne načine rešujemo in smo reševali. Naslednja naša aktivnost je bila ugotavljanje varianti vsebine. Predvsem variante vsebine smo videli na dveh prostorih. Na prostoru prevodov, ker obstaja več tisoč zapisov za dela, ki so samo prevedena. Torej, neko sistematično podlago za kreiranje zapisa za delo nimate. Kaj bomo za to kontrolno datoteko naredili, je stvar naslednjih razmišljanj, ali bomo šli z temi podatki v tuje baze, kjer so v VIAF ali kjerkoli, kjer imamo možnost črpanja normativnih zapisov za delo, ampak v vsakem primeru samo na področju literarnih del se pojavi ta problem se bo pojavil tudi pri znanstvenih delih in tako naprej. Torej, dela, ki se pojavljajo prevedena brez tako imenovanega nekega reprezentativne izrazne oblike, ki je nama podlaga za oblikovanje dela.
Druga datoteka, zelo pomembna za nas, ne, je bila datoteka tako imenovanih prikritih predelav. Pod istim naslovom, z istim avtorjem se pojavljajo dela, ki so v osnovi v relacijskem smislu, ne, povezana dela, ne pa ista dela. Ne. Torej, tu spodaj je mali nekaj spomin na to, kako smo prek različnih podatkov, kot so avtorski podatki, geslovnih besed, ki dejansko v bibliografskem zapisu navaja različne tipe odgovornosti, pri različnih geslih v vsebinski obdelavi dejansko naredili to datoteko, kontrolno datoteko predelanih del, ki nam je tudi osnova za ta terminološki proces, o tem se je nekdo spraševal, ne. To so dela, ki kadar so definirana kot dela, tudi kadar se definirane kot izrazne oblike, dobivajo svoje naslove, naslovi pa se dopolnjujejo z standardnimi izrazi, ki nam jasno povejo, da gre učbenik ali jezikovni pripomoček za učenje tujega jezika, ali gre za dramaturško predelavo, ali gre za glasbeno predelavo in tako naprej. Torej, vzpostavili smo dve kontrolni datoteki, kontrolno datoteko, prek katere smo ugotavljali tako imenovane prikrite predelave, in kontrolno datoteko, katero smo namenili ustvarjanju enotnih naslovov. Evo, to je tak en primer. Zdaj na kratko samo povem. Za izrazne oblike smo izbrali te 4 vrste relacij med delom in izrazno obliko. Torej, prva izrazna oblika je ta relacija reprezentativne izrazne oblike do dela, ne, ki je ali alfanumerično, izraža se ali se kot zvok, pa relacija, kjer se izraža v drugi obliki, kot je v reprezentativni izrazni obliki, pa so izrazi, kjer je spremenjeno, tako imenovani prevodi, in četrto so te dodane vsebine, o katerih je kolegica Tanja govorila na začetku, torej predgovori, ilustracije, ilustratorji in tako naprej, ki smo jih definirali kot četrto obliko izraznih oblik za posamezno delo. Povezovanje delo-delo je brezkončno. Niti približno nismo se prebili daleč. Naredili smo za filme, ostalo je še za veliko različnih formi, v katerih se delo izraža z istim ali z različnim naslovom. In če na kratko sklenem, ne, to, kar smo mi naredili, je kaplja v morju, ne, ampak ne, enostavne poti pri identifikaciji dela v vsebinskem smislu, v smislu podatka, dejansko ni. Ne. Mi lahko pretočimo eno obliko v drugo obliko, ampak da dejansko naredimo zapise za dela in izrazne oblike po podatkih, ki so v samih delih, pa to zahteva veliko znanja in jaz mislim, da smo dejansko na točki, tako kot je Tanja na začetku omenila, če ne bo Slovenska knjižničarska skupnost skupaj sodelovala na tem projektu, daleč ne bomo prišli.